Spoštovani, oktobra Prednica obeležujemo občinski praznik. To je hkrati tudi priložnost, da si vzememo čas za obisk katere v številnih prireditev, ki jih pripravljamo razna društva, klubi, ustanove in posamezniki. Ob tej priložnici občini Prednice izrekam čestitke in se zahvaljujem za podporo delovanja našega kluba. Za pripravo današnjega dogodka smo moči združili z domačo predniško knjižnico. Gostje smo povabili Aleksandra Zupančiča, svetovalca integrativne medicine, mojstra borilnih veščin in nekdanjega profesionalnega športnika, glasbenika, pravnika ter ustanovitelja in dolgoletnega vodja uspešnega in priznanega podjetja. Predvsem pa partnerja, očeta, katerega glavno poslanstvo je otroke naučiti, kako ohraniti ravnovesje ter zdrav način življenja. Svojo osebno zgodbo, bogate izkušnje in znanje je popisal v vodniku 7 stebrov zdravega življenja. Njegovi vsebini bomo prisluhnili v nadaljevanju. Sandra, izvolite. Hvala lepa za povabilo. Hvala, da ste se odzvali v veliko število. Res je, da to vidim tako bilo rano. Ja bi samo prav, nisem specialist integrativne medicine, ampak terapije. To je ena oblika psihoterapije, tako da malo drugače s medicino, samo se nisem nikoli ukvarjal. Zdaj, jaz bom počas nas popeljal čez teh 7 stebrov zdravega življenja, ampak preden začnem govoriti o tem, o 7 stebrih zdravega življenja, bi rad povedal tako malo se vsakno čist splošno. O tem res rad večkrat govorim. In sicer prvo, ena stvar, ki me vedno zelo zanima v življenju, vprašanje, kaj je uspeh v življenju. S tem se vedno vprašanje, kaj je res resnično uspeh v življenju. In zdaj jaz se svoje poklicno življenje delam z ljudmi. Prvo sem delal v odvetništvu, pa sem se tam srečeval z ljudmi na en način, potem sem ustvarjal na večje podjetje, pa bolj kar veliko število ljudi in se tako srečeval z njimi, tudi z uporabniki, veliko število uporabnikov, tudi s marsikom med vami. Delam tudi kot coach, kot svetovalc, imam tudi tam klient, delam s skupinami, s podjetji in skozi delam z ljudmi. In ena stvar, ki sem ugotovil v tem svojem delu z ljudmi, je, da je glavna razlika med tem, ali boš uspel ali ne boš v način, kar počneš, tista prva misel, tisti prvi odziv, ki ga imaš, ko se soočiš z nekim izzivom, z nekim problemom, z nekim ovirom. Če je prvi odziv, prva misel, da začneš javljati, da ti je to težko, potem je zelo malo verjetnost, da ti bo radilo nekaj. Če pa imaš tudi discipline in če lahko zboreš to, da je prva misel, da naletiš na problem, kako to reši, kako najde drugo rešitev, kako najde drugo možnost, kako se to da obiti. Če boš pa na tak način pristopil do stvari, potem pa se da najti rešitev v večini primerov. Moja recimo zgodba osebna, ki govori tudi o tem, je glih ta zgodba recimo z hčerko, s katero sem se jaz soočil, naprimer. In jaz sem se enega lepega dneva, v bistvu sem se zbudil, pač kot vsak drug dan, normalno, in ko sem zbudil svojo hčer, sem jo pač najdel v enem trenutku zjutraj, sem videl, da je vsa v krvavih madeži, da je vsa v krvi. To je zdrav otrok, 5-letni otrok, ki je bil vedno zdrav, da zdaj je vedno vse v redu, ni več včer je tekala letala, zjutraj je bila vsa krvava, res, to so bili, mislim, plahta je bila krvava, v podkoži so bili skozi taki krvavi fleki, v podkoži noter, recimo, to je šok v nekem momentu, ne. Seveda prvo sem prijel, odpeljal zdravnikom, mislim, tako v bolnico in to, in preden se zaveš, ne, je že to polno tistih aparatur, cel, katetrov, to se piska. In čez par ur sem pa zvedel, da njeno telo več ne proizvaja
trombocitov, oziroma da je uničilo vse trombocite. Da več nima v krvi teles, ki strjujejo krvi. In lahko si sam predstavljate, kako se počuti starš, naprimer, ki doživi nekaj takega. To je, mislim, lahko si še tako uspešen, lahko si bogat, lahko si karkoli češ, lahko si najbolj popularen, najbolj ne vem kaj. V tistem trenutku, da to se zaveš v bistvu ranljivosti, krhkosti, zaveš se v bistvu, kako je vse res krhko v enem trenutku. Recimo, zdrav otrok je še pred tekom okrog, pa je hotel vse premagati v tem, da bo čim več neumnosti naredil, kar naenkrat se več nismo udali. Kaj da moja prva misel, potem, ko smo tam bili, mi je prvi dan, drugi dan zvedeli smo, kaj je, in da ni kaj narediti. Zdravniki, vsakem čas, tudi so se delali, ampak ni zdravila za to. Ostala, zdravila ni. In kaj narediti? Seveda sem začel razmišljati, kako to rešiti, kaj lahko jaz naredim. Kaj lahko naredim, zato da pomagam. In bolnice so rekli, da ne moram nič. Potem strokovnjaki, ki sem šel do njih, so rekli, da nima okej narediti, da lahko čakamo. In medtem zdaj, ko so oni čakali in res skrbeli za to, da se ni zgodilo najhujše, sem pač jaz začel iskati, pa delo veliko tega. In osredotočil sem se na 3 stvari. Zdaj, prvo, kar sem lahko naredil, je to, da sem skrbel, da je bila hčerka dobre volje. To je prva stvar, ki sem lahko naredil. To je to, in naredil to, da je bila njena bolniška soba najboljši, najlepši kraj na svetu. Ni bilo bolj prijetno kraj na svetu, kot je tista bolniška soba. In zdaj, kot drugo, kaj sem lahko naredil, to, da sem se učil, pa iskal rešitev. Pač to sem začel, jaz od nekaj rad berem del, kaj se me zanima. Marsičem sem se ukvarjal v življenju. In ko sem to začel raziskovati, prvo, kaj se mi zgodilo, to, da sem se začel vklapati v informacije. Ker ko ti greš enkrat na internet, ko to je nepregledno, ko se zgubiš in ne veš več kaj bi. Tam gledaš ogromno vsega, ampak ti zgubiš se vsem tem. In takrat sem tudi začutil to nemoč. Res, kak je to, ko ne veš, in se hitro tača nekaj ljudi, pa ne veš, kam bi se obrnil. S tistem momentu nisem vedel, kaj, kako, kam se obrnil. In potem, začetku sem seveda verjel samo medicinsko osebe, jaz pač to je bilo strogo, tega sem se držal, oni so pač tam meni, pa je bilo to. In ta del tudi so oddelali odlično in so pazili, da se ne bi najboljše zgodilo. Jaz sem posebno iskal druge in veliki preboj mi je bil, ko sem potem čisto slučajno srečal enega, sem zvedel za enega doktorja iz Češke in ko sem šel v nadaljevanju k njemu, ko me je veliko naučil o tem, potem tudi kako deluje imunski sistem, recimo, kako deluje naš organizem, kaj je potrebno, zakaj pride, on razvija zelo zanimive stvari, v bistvu je zelo prodorno glede tega in tudi mi je predstavljal določeno kvantne tehnologije in tako naprej, kako pomaga. No in kot tretje, sem pa seveda v detalje tudi naučil naše življenje. Ker tam sem se naučil v bistvu, da je imunski sistem najmočnejši sistem v naravi. On deluje, recimo, mi normalno, ko funkcioniramo, on vse pofuca. Mi imamo zdaj bakterije, zdaj se slučujemo, vse pride, ampak imunski sistem to porihto in je ta glavni v telesu. In seveda da morajo obstajati neki pogoji, da on lahko dobro funkcionira. In če to ne obstaja, potem pa začne se on rušiti, več ne more obvladati zadev v telesu. Jaz sem nekako iskal, kje je vzrok stanja hčerke, potem kak te vzroke seveda odpravil. In tako sem tudi potem ugotovil, da obstaja nekaj področji, ki mora biti urejena, da lahko telo naše lažje funkcionira. In če ne može, se tudi lahko potem popravi in pozdravi. In na tem sem začel delati. Zdaj, zakaj sem tudi knjigo o tem napisal? To je zdaj drugo vprašanje. Jaz predvsem vem, da ko sem v tisti situaciji nisem imel kaj v roko vzeti. In jaz sem si želel, v bistvu, ko sem takrat vedel, jaz sem potem napisal to knjigo, ki je tako zelo preprosta. Pač ima to osebno zgodbo, ki jo govori to, in potem tako ene osnovne stvari in je taka prva stvar, ki jo lahko človek vzame v roke, pa nekaj konkretno naredi. No in tako pridemo do prvega stebra, ki je prehrana. Zdaj, to vem, vsak je, da bomo zastavili. Ampak zdaj, kaj bo meni zelo pomembno,
vedete, ni nič presenetljivo, da o tem govorimo. Okay. To je eno stepo prehrana, ne? Ampak na kak način? Ne? Ta prehrana je postala cela znanost, res. To moraš biti že zelo izobražen, tudi lahko slediš. Ne? Ampak jaz sem pa vseeno pogledal, stopam korak nazaj, pa sem začel tu razmišljati, ne, o telesu. Ne. In kaj je z našim telesom? Jaz sem potem, tudi čez pogovore, tako, s tem dr. Leom, tako, sem mnogo eno stvar, ne. Zdaj, po nas v telesu delujejo 3 programe celo življenje. Ne. In to so arhitekt, ne, gradbinc, pa seveda komoralec. Brez komoralca ne gre. Preprosto povedano, to so 3 taki programi, ki delujejo v nas. Zdaj, arhitekti, ki smo vse načrte, ne. On ve točno, kak narediti, kak je postavil, kje kjera celica, kam kje paše. Gradbinci tisti, ki zna to narediti. Ne. Mi imamo telesne gradbince, ki zna izdelati vsako celico našega telesa. V roku 2 do 3 let pravijo, da obnovi celo telo, da zamenja vse celice, v bistvu gre, da dobiš, ne, da imaš praktično novo telo v roku 2 do 3 let. To, da naši gradbinci sposobni narediti, in to dela. Seveda, komoralce ima tisto kako puca za njim, ne? Tisto, kaj ostane, v bistvu puca. Ampak, kaj je problem, ne? Ko mi govorimo o prehrani, ne? Zdaj, gradbinc da lahko dela, ne? Seveda, arhitekt ima človeka načrte, gradbinc zna delati, ne? Ampak on seveda rabi tudi gradbeni material. In če se mi tega ne zavedamo, smo zelo tako do tega, da je pač vse eno in mečemo sebe, kar nam paše, ne? Potem neč druga ne delamo, ko veliko posla za komoralce, ne? Gradbinc se mu pa zelo težko s tem, ki pomagamo, ki pametno zgradimo. In s tem seveda bolj samo obremenjujemo svoje telo. Nekako meni, da če ne pazimo, če ne jemo tisto, kaj je koristno, ne, potem res samo obremenjujemo telo in se dejansko škodimo. In to je neka osnovna stvar, na kateri način bi jaz želel, da mi razmišljamo o prehrani. Ne. Da vemo, da ta čudovit program, ki vzame kos kruha, ti poješ kos kruha in iz tega kosa kruha nekdo naredi, kožo bolj. Mislim, to je fenomenalno, to je neverjetno. In to je res ena taka neverjetna stvar. Ne? In vsaj tudi moramo biti odgovorni, da pomagamo tem programom, da jim damo nekaj uporabno, da pojemo nekaj zdravja. Se veš o tem, kaj pa kako o tem se da veliko prebrati. Ne? In mislim, to je rad se pokecam, ker če gledamo, da je to eno gradbišče, ne? Ta nota, ne? Pa te 3, ki tam delajo, ne? Je zelo pomembno, da zjutraj papiraš materiale na gradbišče, ne? Če ne bo nima kje delati cel dan. Ne? Popoldne še nekaj dodaš, zvečer pa ne boš navozil materiale, ker to boš težko spal. Ne? Če bo oni stroje zvečer ob 8-9 možgar, pa to boš ti težko šel spat, pa se umiro spal, pa kje spočil. Ne? Mora biti nekaj red. Ne? In to je en pomemben step, ki je definitivno pomemben. Ne? In tukaj mislim, da se vsi strinjamo. Da prehrana je pomembna. Zdaj drug steber, recimo, zato da lahko naš imunski sistem normalno funkcionira, da lahko normalno dela. Drug steber, ki želim tako, da se ga zavestimo, ne, vsi, to je naše okolje. Mi doskrat pozabimo, kako pomembno je naše okolje. Pa ne samo okolje to, da greš ti v gost, da dihaš svoj zrak, to je pomembno, to je super, to je zelo pomembno. Ampak, kaj vse je naše vsakdanje okolje? Ne? Ker močno okolje je praktično ena največjih moči. Ne? Če ti recimo hočeš spremeniti način prehranjevanja, bi rad se bolj zdravo prehranjeval. Če ne ustvariš tega podpornega okolja doma, ne? Recimo, če ti doma ne omakneš, če si skozi videl politanka, pa to popolne, pa če ti to pasno, ne? In če ti ne omakneš iz kuhe, ne? In daš na mesto tistih politank, tam neko suho sadje ali pač nekaj to, ni šans. Paš tak še taka motivacija, država bo en dan, nekoš drug dan, tretji dan pa piva. Potem, recimo, kaj vse je okolje, ne? Se pravi, eno je stanovanje, v katerem živimo logično. Potem sosedska, ljudi, ki se čujemo, neka ustanova, kam hodimo, društvo. To so vse neka naša okolje. Ne? In zelo pametno moramo biti tem, kako jih zbiramo. Tudi katero oddajo gledaš na televiziji, kjer spletne strani obiskuješ. Vse te stvari so okolje, ki na nas vpliva. Tako pa drugače. Kjer časopise bereš, kaj bereš, to je vse okolje. In moramo videti, da znamo tega fizičnega okolja, pa tudi to nefizično okolje v nas zelo veliki vpliv. To nefizično, recimo, tudi medijsko okolje. Ne? Jaz sem vse svarim, da tako, jaz dosti v tem čas vidiš, kam pa to televizija skozi nažiga. To je skozi, da zdravo televizija. Vedem, kako to ni smeti, ne? Resno mislim, što je, mi se tega dosti ne zavedamo, ampak dajte ugasno, je v radio, ampak dajte malo tišine daj.
lahko malo to, da malo narediš eno tako okolje, bolj prijetno. In to se navadiš, to se skozi protiste, ko so bili na tako živčni, to ni čudno. In to je vse, recimo, polno nekih, ne vem, gasno daj Wi-Fi, dajte malo, recimo, to, da malo prostor zadiha, da malo mi zadihamo, ne. In če grede pa še seveda vem naravo, kar je fantastično, ne. In vedno znova lahko, bi se res vsako poporočam, da gremo ven naravo, da hodimo, da ne vem, malo slišimo ptica, ne samo na tablici, ampak tudi živo, ne. Kakga ptiča, malo otroke, malo te stvari, mislim, to je krasno, vedno, ne. Zelo pomembno del okolja so ljudje. Treba paziti, kako družbo zbiramo, res. Treba se izogibati ljudi, ki so negativni, ki so, ne vem, res, ker bi se človek začuti, veni ljudje so dobro počutiš, ne, v drugih ljudeh se ne počuti dobro. In treba je res probati iskati pametno družbo, pametne ljudi, ne, in dobra družba je sigurno desetne bolj zdrava kot poslava družba. Zdaj, okolje, drugi steber, zelo pomembno, ne, se res je zelo pomembno, da ga ozavestimo, ker ima vpliv na nas. In če tega ne ozavestimo, v bistvu se ne zavedamo, da to vpliva na nas. In živiš, recimo, v nekem stanovanju, ne vem, imaš vse natrpno, imaš neko plesen tam bogalo, recimo, dajte to pogled, dajte nas, kako se to vpliva na nas, na zdravje. Potem, pomembni steber, dihanje. Samo zdihamo smešno, ne, ampak ne se si diham, ne. Vete, ogromno ljudi ne diha. Res, ogromno ljudi ne diha, mislim, diha, tudi da preživi, ampak ne diha pa da bi živelo, ne. Jaz se spomnim, da bila hčerka dojenček s njo opazoval, ne, dosti kak diha, ne. Dojenček je fuli pogled, kak diha, ne. On leži in diha, tako misli, tako sproščajno, to šiva, ne, trebušček se lepo premika, vedno, ne. To gre res lepo, ne, enakomerno, tako, vedno je globoko, ne, dihala, posebno naravno, tako, to prepolno, ko govori o tem veliko. Kaj se nam zgodi v bistvu, ne, mi odraščamo, ne, vse vemo, ne, sto pa da sta te barbike, dole, da si moramo biti suhi, pa lepi, pa tako, ne, kako se vsi začnejo držati trebuhe, note, dihat, ne, to je napolno, zdaj bi sam pomislil, ne morem. In to nekako naravno začne se dvečiti in nekaj se uporablja ta prepona, ne, ki drugače, ko je otroka zelo mehka, spuščena, normalno, da gre zrak dol, ne, se ne gre zrak na trebu, ne. Ampak ključe se dol odpirajo, ne, lepo normalno. Če imaš pa to trda, ne, se kaj včem, da še bomo sam še kaj gor delati. In to pravim pa tem dihanje res, večina ljudi, jaz ne vem, kaj sedimo, ne, ampak jaz si upam biti, da večina ljudi, recimo, ne diha, samo zares. Tak. Recimo v ničem dihamo, ne, mislim, to je res zanimivo, ne, ker dihanje je to ta osnovni življenjski proces. Pa ga smo nimamo zaveščeno, se ga ne zavedamo. Ne? Prvo, kar naredi človek, ko pride na ta svet, je kaj? Vdihne, ne? Prvo vdihne. Če nimaš vdihne, če ne vdihne, še zakričati imaš, ne? Vdihne. Prvo vdihne, vlade se kričiš, ne? In prvo vdihne, ne? In kaj zadnja stvar, ki človek gre z tega sveta? Izdihne. To je zadnja stvar, ne? Spustivi zrak. To je prva zadnja stvar, vmes je pa veliko izdihu po vdihu, ne. In je fajn, da se jih zavedamo. Tako da, zelo pomembno je to, da se naučimo nazaj tega preverjenega dihanja s preponom. Zelo to odraslo, to se da naučiti, samo pomembno je tem pozoriti. Ker s tem se res zagotovimo nekaj drugo kvalitetno življenje. In to je ena vrsta meditacija. Kaj se dela na meditaciji? Prvo, večina stvari dihanje, ne. Dihanje. Če ti znaš dihati, vedno, ki je v kakšni situaciji, svetno pravim, vedno tudi ko so v kakšni situacije, ki so okolne, ki so težke, ki so to, vedno paziš na dihanje. Če jaz obvladujem svoje dihanje, potem obvladujem svoje fiziološke, vse te stvari, recimo od utripanja. Če sem hitro diham, avtomatsko se počutim ogroženega in ko se še bolj napet, vse me stiska in tako naprej. In se začnem zapirati in se krčem, in vse boli, hrbet, vrat in tako naprej. Ne? Če pa sam diham, ne, pa spazim na to, in dihamo, in boziš, vse je kar nekaj težke. Potem, seveda, o tem je veliko napisano, gibanje. Jaz zdaj nisem pa še vsem o telovadno učiti o tem. O športu, vsi rečejo, gremo kaj športu, ne, ampak sem se malo zavedal, 5 kg zdaj moram pa težko, ne vem koliko, pa da to. To vprašanje, če je zdravo oblika gibanja, to je kompenzacija, ne, znači, preveč sem nažiral, zdaj bi pa kompenziral s tem, ker bom več kultur, ne. Če boš tu za avto delal, boš ga hitro strošil, ne.
uničil. Pomembno je neko ravnovesje. Ne še narobe šport. Hvala Bogu, šport je super stvar, ampak je fajn, če izbira iz naše potrebe, gledaj pogibati. Ne pa da ga imamo zato, ker da si lahko bolj prvošimo, pa bolj obremenjujemo svoje telo. To ima prekratkega veka. In zdaj recimo, spomnim se, ko smo bili v bolnici, dnevi so dneva, stvari niso še na boljš. Moram povedati, ona je imela, se opričujem, ona je imela recimo, ne vem, zdrav človek od tam od 150, mislim, do 300, ima sem še pozabo, krat 10 na 9, trombocitno 2 litro krvi. Ona je imela 4. In to ni šlo, ne, se je dobila odanovalcev, pa je šlo, ne vem, na 12, pa spet plav. Telo je uničevalo sprot, kuk je proizvajalo, kuk je uničevalo. To so avtoimune bolezni, ne vemo, pod pride, to naprejemo, to je to. In zdaj, jaz se spomnim, nekaj dneva je zapadl sneg. Sneg je bil. Mislim, sneg ni lepše stvar, da otrok je sneg. Pa se oblek, pa to prvič, kaj smo v bolnici prišla ven, sneg. Mislim, to ne moraš, mislim, kakaj je to sreča, recimo, na obrazu otroka, kakaj so to stvari, ko vidi sneg, recimo, in ko me posla se je kepala, to so kepe, vsako me zadela sem pal po snegi, pa se je smejala, tudi če me ni zadela sem pal snegala, pa je do smeha. To so take drobne stvari, ki jih ni opazil, ne. Meni bi ta trenutek me ostal pa en tak zapis v večnost, nikaj ne pozabil tezga. Me vedno znova spomnil, da grem ven, grem gibati. Zato seveda gibajte, ne. Gibajte čim več. In kaj je najboljša telovadba? Najboljša telovadba vsak dan je življenje, ne. To je najboljša telovadba, recimo, kako mi, imamo mi energijo v svojih gibih, ali ne. To je zelo pomembno, res normalno, če naspremo čez park in tako steči za otroci, za žogo, ne vem, se nekaj obesiš, vidiš kaj, ima smešno gledati, ljudje so tako zategeni dan steji, tam pride v park, recimo pa dve neroza se ti marke. Če bi pa še se bo obesil, ne, in bom tam pisal, ne, zakaj ne? Ker je to zdravo, ker je to dobro, zato smo medeni, ne. In to mekam, pa jaz te spravim, bodite pozorni, ne. Jaz torej s psihoterapije tudi shajam na to in vem, da je recimo dosti ljudi dan športa zelo agresivno, kako bi temu rekli, tako zelo agresivno, so agresivni do svojega telesa, ne. Grejo in to kurijo sam, ti pač, nobena stvar se da nasilno, ne. In nobeno v bistvu nasilje nad sabo ti ne bo koristno, ne. Šport je super stvar, se pravi, to, ampak bodite, to pa gibite dnevno. Ampak zdaj druga plat gibanje, ne, ki je pa tudi zelo pomembna, ne, je pa seveda počivanje, ne. To je tudi zelo pomembna stvar, ki je dan s tem sodobnim načinom življenja zelo škodno. In to je zelo pomembno, naš imunski sistem to rabi, ne. Rabi gibanje na eni strani, na drugi strani rabi počitek, ne. Zelo fajn je, da gremo zvečer spat, ne. Da gremo, ne, da se ne napokaš zvečer fino ohrane, prvo kot prvo, ne, da ne filaš gradbišče z materialom, ne morajo bolj delati celo noč, ampak zvečer, te 3 vrce prej, ki je lahko, ki so lahko, pa to ni problem, ne. Pa spat, ne. Šok rabi spanje, ne. Mora se naspati, zjutraj se ostaneš, pa zaženeš, pa greš. Pa počivaš, ne. In to je pomembna stvar, ki je dostkrat ljudje pozabimo in ne delamo tega, ne. Potem, zdaj 5. steber. 5. steber, smo pa 5. Šte smo že obdelali. 5. kaj je drža. Mislim, ljudje dostkrat, jaz sem držal, ne, celo to taka smešna stvar, ne, zdaj ti govorimo kao drža, ne, pa da se to vsak vede, dobro se država, ampak gled, to je zelo pomembna stvar, ki jo mi pozabimo, bomo povedali, stiri se veliko je pomembno, ne. Zdaj, če se še vrnem recimo na tesko, jaz tudi v knjigi več sajt govorim to svojo zgodbo z večerko, pa tako naprej, mojo veško, in tako, ker čez to sem se zdaj nekaj počil, pa veliko delal, to mi je bila močna motivacija takrat. Ja. In zdaj recimo, ne, pod določenem času seveda, kaj se je zgodilo, nas so postali domov, ne. Nimaš kaj, ne. Moraš se nekaj gravati, zdaj s tem živeti, ne. Zdaj ti moraš se znati, kako se veš in znaš, ne. In no, in tako je tudi, prišel ti danes, vem, da sem šel potem na Češko, mislim, sem skozi to poiskal, ne. Bilo sem s tem doktorjem, bil v nekaj časa, pa sem njegovo ekipo, pa sem se učil. To je bilo neko srečanje, ki mi je dosti spremenilo v življenju, veliko mi je pomagalo pa to in se pravim, jaz načelno po svoji naravi sem tako po vseh teh stvari skeptik, to vem, da me dosti moj, jaz bom se postopati, probam stopiti, pač ne vem, v teh tehničnih zadevah, potem sem dosti tako, zakaj je tako, ampak jaz sem se res neverjetno ogromno naučil
in tu začel na globi strani, jaz sem dejansko sebi začel na neki globi ravno razumeti, kaj je to, ne? Kaj gospod zdravje je. Mislim, pa to, ker mi, recimo res, to je tako brezplačno bogatstvo, ki ga dobiš, ne? Načelno, večina res se dobi nekak zdravje, več o manj, ne? In to je, ne? In pogled s tem se nekaj napaj, ne? Mi sam pač gremo in predavamo po pareji, začne se to, pa gremo v doktorju, pa malo upravljamo to, ne? Pa. Ampak, nišče pa ne otroci od malega, ne? Recimo spod upravljamo učiti od malega, zdaj kaj pomeni, ne? Vedaj, kako je šlo otroka pripričalo si je, da so lahko, ne? Jaz niš šans, ne veš, da je prav hoč, ne? Mene je težko pripričati, recimo. Ampak, če dosto o tem govoriš, pa da se zavedaš, to je otroci razume, ne? In vejo, recimo, da je to pomembno. In jaz sem, recimo, potem začel to razumeti. Mene so presenetili te stvari, da sem tudi te svetke raziskaval naprej. In ko sem tudi, se pravi, sem tudi moj dušen, da sem bolj nabavil kar nekaj teh stvari, pa na ta način poskušal pomagati hčerki. Vem tudi, da sem nabavil nekaj hišne naprave, ki delujejo zelo dobro stvar, to so take ene lučke, naprimer kot filtri, ki delujejo kot tem antismogu, v tem smogu, elektrosmogu, pa tako naprej. To je ta nevidni del, ne? Kar je pa zelo pomembno, kar me je on naučil, tega doktor Leo, da nobena tehnologija na dolgi rok ne more rešiti problema zdravega človeka. Ampak da smo samo mi sami tisti, ki lahko to, recimo, si zagotovimo. In če samo človek o sebe spremeni odnosa do sebe, do svojega zdravja, v bistvu je za manj pričakovati, da bo kaj drugačne. Lahko ti se zdraviš, kaj ti hočeš, lahko kakšne kot tehnologijo uporabljaš, ampak mi smo tisti, ki pa smo za to odgovorni. In zdaj, no, kar se tiče drže, ne, če se vržem na držo, ne, ker ta psihična in fizična drža je zelo pomembna, ne, psihična in fizična drža. Zdaj, jaz sem, recimo, kar se tiče fizične drže, ne, ko sem študiral psihoterapijo, mi smo pač vse na sebi mogli probati, tako pač je, 4 leta si probali z ljudmi, pa moraš vse na sebi sprobati. Moraš si vse procese sam, ne, drugače ne moraš drugim pomagati. In zdaj, spomnim se, recimo, da smo lahko vadili, kako vpliva drža na človeka, ne. In probite to enkrat sami, res, spete daj čez vreca, nekjer po ulici, pa dajte se, dajte rameno naprej, glavo dol, gledajte v tla, pa hodite čez vse ulico, res ne bojem. Pejte čez ulico, ne vem, tistih 5 minut, kako je hodite tako, pa opazujte, kako se boste počutili. Kako se boste začeli počutiti v telesu. Kako se boste psihično počutiti pa to, res ne. To je neverjetno, jaz mi smo to delali, testirali in to je neverjetno. Kako se te spremenili ste počutje. Poniš in to. Pejte pa po te isti ulici tako, da dvignete pogled naprej, gledate malo. Res, to je čisto na druga izkušnja, to je drug svet. A to vpliva na nas. To delno vpliva na naše počutje, pa na naše zdravje. Potem, kao 6. steber, zdravo življenje, zelo pomembno, recimo, odnosi. To vse vpliva na naše zdravje. Doskrat, recimo, gremo v bolnice, pa v zdravnikov, pa to pa ne vemo. Vsi, kar je že normalno, da so vsi ljudje bolani. In odnose, recimo, so zelo pomembna stvar spet. Res. Jaz, recimo, se spomnim, ko sem se vozil takrat iz Češke domov, ne, vem, da mi je SMS poslala bivša partnerka, malica od hčerke. Poslala SMS, da je bila na prazniku, neč ni boljša. Čez dnevom 304, 5, ne vem, si tamo cepam na... Mislim, katastrofa, nič, 40 je kritična meja, ko je ful nevarno, no, nič, 4. In vem, ko sem šel s tistim, da sem napisal Angela pod pazdoho, ne, mislim, tečeš, ne, tek, ko sem ga sesel, ne, da boš nekaj novega proba, nekaj spremeniš, ne. In se spomnim tega, ko smo to prvo razvila, ne, ko sem prvo kdo taka rekel lučka, pa sem tam postavil, je prišla toč nekaj cajt, da bo mene rekla, veš, ta lučka me pa gre. Vse je to dobro. In deca vas pa je videl, kam mi ne vemo, jaz ne vemo, pa gre, ne. Pač ne čutijo in to je to, tudi vremo. Ampak te lučke so nekak simbolično v bistvu tudi v naše življenje vplivali in nekak so povezali ta njen svet in je v bistvu tako, so se tudi neki odnosi malo izboljšali in tako naprej in vse, ne. In odnose sem zato postavil kot samostojni steber zdravega življenja. In mi zato, ker dosti pozabimo o njih in se ne zavedamo res, kako daleč segajo, ne. To je odnos, recimo, začne se to seveda z odnosom sami sabo.
To je prvi del odnosa, vedno je osnovni odnos samega sabo. Kot človeka vidiš, kakšen odnos do sebe, lahko hitro sklepaš tudi, kak bi imel odnos po drugih. Bodi si drugih ljudi, bodi si do živali, do okolja, do česa, vsega, do narave. Zelo pomembno je, da gledimo ta kvalitetno odnos do sebe. Tega nas dosti ljudi, mislim, dosti ljudi se tega nismo naučili, recimo v naših družinah in tako naprej. Tega zdravega odnosa do sebe, nekako da imaš sebe rad, ne, pa da si do sebe tako. Recimo, ta je zelo pomembna stvar, odgovornost pa, jaz to vedno, recimo, občutek krivde, ne, odgovornost, ne, občutek odgovornosti, ne. To sta dva, jaz to vedno zelo velikšne podarjam, recimo, ne. Vedno zelo zdravo je, če človek čuti odgovornost, ne, da si odgovoren, to je zdravo. Ker je, pravilno je, da se človek zaveda, da ima njegova dejanja posledico in da si ti za posledice svojih dejanj odgovoren. In da tudi prevzameš odgovornost. Kar pomeni, da če gre kaj narobe, če si kaj naredil narobe, seveda prevzemaš odgovornost in poskušaš to popraviti oziroma pač posledice zmanjšati oziroma jih odpraviti. Krivda je pa nekaj čist druga, ne? To je pa negativno čustvo, ne? Kjer pa pomeni, da si imaš ti občutek za tega, pač karkoli, to imaš, da si ti manj vreden kot drugi, da so pač drugi boljši in da si ti zdaj tak neč vreden in tako naprej. To je pa negativno čustvo, ki te pa uničuje, ne? In eno je zelo negativno čustvo, ki tudi uničuje odnos sam do sabo. Potem pa seveda je pomembno tudi v teh družinskih odnosih, recimo v prijateljskih odnosih, in tu zdaj več o tem imate po knjigi napišemo, da je pomembno, da človek te odraste in postane nekaj samostojno osebo. To je res zelo pomembno, da znamo v okrogu družine, samo seveda drugače. Ljudje celo življenje v bistvu igrajo iste vloge. In tudi v okviru družine do tega moraš odrastati, postati samostojen, znati poskrbeti sam za sebe. To je ključno za kvalitetne odnose. Zato pa res o tem se da nas kaj naučiti, da to je en projekt, ki traja celo življenje. In tam imaš celo življenje, ki je dela, to je tudi zanimivo. In res je treba zelo paziti, pa se reči odvisniških odnosov. Bodi si, da so to partnerski, prijateljski, družinski, to je res strup. Te odnosi se najbolj zelo strupeni. In so tudi zelo pogosti. Ne mislim, zelo pogosti so te odnosi. Zdaj, zadnji steber zdravega življenja je pa psiha. To je res, to je recimo področje, ki nekje mi je tudi najbližje od vsega. Mislim, da tako meni, najbližje je pač to. Jaz se spomnim takrat, če se še vrnem na včerko, bo občasno zaključil to zgodbo. Vem, ko smo se, vsem ti mislim, ko sem se vrnil z Češke in potem, ko je to bilo že 3 tedne potem, ko smo bili iz bolnice prišli in smo res temeljito spremenili način našega življenja. Res, ne takrat na začetku sem prišel domov in ko sem analiziral, sem gledal, jaz sem mislil, da prej zdravo živim po to. Ampak ko sem šel temeljito pogledati, kaj mi počnemo, pa kako živimo, res videl, da to ni zdravo življenje. In smo takrat potem, spravim, pa nisem nek ekstremist, da se to čisto, ampak nekaj osnovnega reda, recimo, pa nisem imel, pa marsičem o tem, kar danes tukaj govorim. In vem, da takrat, ko smo prišli nazaj, to je 2 tedni, da smo prišli z Češke, vem, da smo šli na pregled, takrat je prišel prvi pozitivni rezultat. In sicer takrat je bilo, vem, da smo prišli v Ljubljano, dr. Jazvec, Mirem Pozavo, je ponesel izid, reče 32. To je sicer še vedno bilo tisto najnižje kritično, 40, ampak to je bilo, ne vem, to je bilo 8-krat več kot vedno prej. Kar pomeni, da se je nekaj začelo dogajati v telesu. Kar pomeni, da je nekaj začelo se dogajati, da je telo začelo delati. In to je res, da moraš se predstavljati tega občutka. Jaz vem, da sem tam imel polna kolena, ko sem ga malo dvignil, sem plesal z njo, povolim to. Mislim, to je bilo res tak en izjemno občutek tezga, in tudi tega, da se da. Ampak, in sem bil srečen, srečen sem bil otrok, še dan mi je to občutek. To je bila tista prva potrditev, da smo na pravi poti, in da se da nekaj narediti. In zdaj, kaj se tiče psihe, ta notranji občutek zadovoljstva, zdravja, miru, to je zadnji 7 steber zdravega življenja. Zdaj, če pomislimo na dojenčka, ki pije mleko, pri mamici, to je neko naravno stanje, s tem pridemo vse, otrok. To je tako eno naravno stanje. In zdaj, če ta dojenček pa seveda odrašča v nekom okolju, tako naprej, potem tudi
samo podobo, pa je zdravo odnos do sebe. Sve od drugače pogledati ne. In se ta psiha naruši. Zdaj, mislim, poruši. Zdaj. Za ohranjanje psihičnega zdravja je nužno res, mislim, za nas odrastane. Jaz mislim, da vsaki hoče biti psihično zdravo. To bom res kar tudi rekel. Jaz mislim, da zelo paste, mi smo vsi zelo recimo spostavljeni, naprimer, raznih vpliv. Recimo, ogromno vpliva preko medijev, preko raznih kanalov, ne mislim samo čez pisem, ampak recimo preko raznih vsebin, YouTube, ne vem česa, vsega tega, recimo. To je, mislim, nisem nazavedal, koliko je to močno vplivim, da je treba imeti neko disciplino pa redne. Se prav zanimivi, da se dajate na to, ampak res sem red, tako da ne vem, jaz se zjutraj do podavske carte pač pogledam, eno stran z davice, ne malo slovne stvari, tudi da lahko, veš, to smo vse vem, nečemo, čisto vse vem, kaj se dogaja, ne možeš povati. Tako to je, dobro imeti kak nekaj na teden, kak post, recimo, pri temi raznimi medijskimi zdravimi, pa tako, mislim, s tem, ko govorim mediji, govorim o vsem pač kar nekaj oddaja, ne. Karkoli je dobro imeti kak post, ne, ugasno kveti, to, recimo, internet za stran, da ste pametni telefone nekam zabrisati, to pa si malo, da se malo glava spraznila, ne. Zelo pomembna stvar za zdravo psiho, ne, je, to res, zelo pomembna stvar, mogoče zelo naporno, ampak to pogovarjanje, ne. Dajte se držati pogovarjanje. Resno, ne, to, da nekdo grdo govori nekomu drugim, je izraz nizke samopodobe. Resno. Ampak to, če jaz nekomu govori, to je izraz nizke samopodobe. In človek ima navado govarjati druge, ne, bo zelo težko razvijal notranji občutek miru, pa izpolnosti zadovoljstva. Res. To je zelo pomembna stvar. Potem dajte si enkrat na dan, ne vem, vzeti 10 minut tišine. Več ne rabiš nekaj, samo tišina. To je res fascinantno. Kaj se vse človeka začne dogajati, kaj slišiš, ne, če je klipa. Zelo dobro je tudi recimo taka preprosta stvari. Dajte začeti svoj dan z neko lepo mesto, z neko lepo gostko, kakor, ne, začeti dan, to je dobro, ne. To se mogoče sliši, ampak to je res fajn. Nekaj lepega, da te malo nasmeji, ne. Ali pa zvečer, preden greš spati, je to zelo pomembno. Pravi, da zadnja misel zvečer, ne se spremeni pa v naše sanje. Pa dajte past, kaj mislite zvečer, ne pa kaj berete, ne, zdaj, kako grozljivko gledate, to ni pametno, ne. In če zdaj poznamo odgovor, ne, na to vprašanje, kaj je boljše v nekom uspehu pa ta človeka, recimo, ne, to zdrava psiha, sigurno ena taka stvar, ne. S tem se nekaj začel in to s tem bi zaključil, ne. In zdaj res kaj je zdrava psiha, ne. Še enkrat, kdo je zdrav psihično, ne? Človek, ki se odziva, ki sprejema izzive v življenju, ker izzivi so vsak dan imaš. In če ti niti milisekunde na dan ne porabi za javljanje, pa za to, da pač probaš najti rešitev, ne, pa kako da je, da se s tem igraš, je tvoje življenje krasno. Res krasno. Jaz recimo, meni ta zgodba z večer, hvala Bogu, pač utravo. Hvala Bogu se srečno počala in tako naprej, da mi ni, to mi je neko največje darilo, koncov se je izkazalo, ker mi je ful spremenilo življenje meni, družini in tako naprej in smo nas kaj naredili. Pomembne stvari opaziti, ki prej nisem na cajt opaziti. In to je res pomembno, dajte to razvija, ne javno, ne cendrat, ne se smeti sami sebi, to neč ne pomaga, res. To ne pomaga neč. In da iščeš rešitev, staraš in jaz sem pripričan, da lahko vsak ima sve. Ta knjiga, 7 stebrov zdravega življenja, predvsem tehnologije, ki sem takrat pač spoznal, pa naval in tako naprej, so postavili osnova za en center zdravja, ki sem ga zagnal, recimo, v tem projektu, ki mi je bil zelo zanimiv. Imel sem to srečo, da sem spoznal eno pač zelo zanimivo osebo, ki je lahko pravno to zagrabil, pelati naprej in še zraven tega tudi par drugih ljudi spoznati, ki to zanima. In tako naprej, tako da se to počasi razvija naprej. In mi je to ena zelo pomembna stvar, zato za tega, ker želimo delati, jaz pač res delam s temi sodelavci, pa to na način, da prvo smo res cenovno šli tako, da je vsako dostopno, kar je prvo, kar se mi zdi pomembno, nekaj stvari, ki so kvalitetne, pa to bi morali biti ljudem dostopne, to je prva stvar, je ta, ne vem, to se mi zdi pomembno povedati, drugo pa recimo res delamo na tem, da je to celostni sistem, kar pomeni to ni to, da nekdo prideš nekam, pa te priklopi na neko napravo in greš koliko po manjmu domov, v bistvu ne veš sploh, za kaj se gre.
ampak da ti nekaj razložiti, da možnosti, da je dejstvo, ne, da je ključno isto, kar sam dobiš. In tudi ta moj priročnik je bil temu namenjen, ne, to je to, da recimo nekdo, ki pride, lahko to vzame, tudi to dobi, ne, in se lahko sam pomaga. In to je smisel, ne. Ne, da postaneš tako odvisno od nekega, ki te skozi popravlja, ki te zdravijo, ampak da v bistvu sam lahko spremeniš to in da ti prevzameš odgovornost za svoje življenje, ne, in svoje zdravje. Tako da to, tudi recimo, to je tudi postalo pravim temelj, jaz tudi potem zdaj te sistemi promocije zdravja in tako naprej na delovnem mestu, to je zelo zanimiva stvar, tudi kjer lahko naredimo marsikaj, kjer tudi veliko delamo na tem, da so to učinkovite stvari, ne samo neke take stvari, ampak to nekaj, kar res lahko ljudje pa tak na preprost način, da se lahko razume. No? In jaz bi se tukaj zahvalil za vašo pozornost, tako da, hvala vam, da ste prišli, da je bilo koristno, pa če ima še bilo kakšno vprašanje, dobrodošli. Zahvaljujem se ti za veselitev razmišljanj in zanimivo predstavitev. Vam, drage obiskovalke in drage obiskovalci, pa je hvala, da ste se odzvali v našem povabilu in na ta način podprli del delovanja našega kluba, ter tudi klubnice. Iskrena zahvala je tudi naši terapevtki in DRS, ki pridno skrbi za raznovrstna klubska in nova delovna izobraževanja. Zaključko radnega dela v našem predstavitvi vas vabim, da našemu gostu stavite kakšne vprašanja, delite svoje mnenje oziroma izkušnje. Leto dobro domov, v zadnjem delu te dvorane vsi skupaj, še malo se poklepetamo, se odključajmo, predstavljena knjiga pa je na voljo tudi za nakup. Hvala lepa.